Pozdravljene, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Na skorajšnjih lokalnih volitvah se bo za preboj v svet občine v Idriji potegovala tudi stranka Resnica, ki je nov igralec na lokalnem političnem področju. V studio smo povabili nosilca liste v prvem volilnem okraju, Simona Permozerja, ki ga prav lepo pozdravljam. Dobrodošli. Dober dan. Vaša stranka je pravzaprav novinec. Kaj pričakujete od tokratnih volitev? Od tokratnih volitev pričakujemo ali pa upamo, da nam bojo volivke in volivke namenile dovolj glasov, da bomo dobili vsaj en sedež ali pa dva v občinskem svetu. Čeprav na državni ravni ste že opaženi in tudi upoštevanje vreden partner. Ja, to se je pokazalo, bom rekel, na parlamentarnih volitvah, kjer smo dosegli za nekatere mogoče majhen procent, ampak za stranko, ki praktično ne obstaja več kot eno leto, 3% je kar soliden rezultat. Ne? Na volitvah za novega predsednika države pa je stopala vaša kandidatka, zdravnica Sabina Senčar. Je bila z rezultatom na Idrijskem, Cerkljanskem zadovoljna? Ja, v bistvu rezultat na Idrijskem in Cerkljanskem je kar skladal, se bom rekel, s povprečjem na državnem nivoju. Dosegla je nekaj čez 6%, kar jaz mislim, da je tudi zelo lep rezultat. Kaj vas povezuje? Ja, predvsem nas v stranki povezuje, bom rekel, ta ideja boja proti korupciji, boja proti politiki delitve na leve in desne, kar pri nas v bistvu ne presegamo, ne? Hočemo presekati ta delitev in to je v bistvu glavna poanta ali pa rdeča nit naše stranke. Kakšna stališča imate do lokalnih problemov, pa bo pogledala sedaj skozi vaše programske točke, oblikovali ste jih v 19 točk sklopov. In na prvega ste postavili razvoj, zanimivo, in tezo, da je potreben enakomeren razvoj tako podeželja kot tudi mesta. Opažate sedaj razliko? Tako je. Mogoče ta razlika ni tako očitna kot v nekaterih drugih občinah, vseeno pa smo mnenja oziroma zagovarjamo stališče, da razvoj ne sme biti centraliziran in usmerjen samo v mesto Idrija, ampak mora biti enakomerno porazdeljen tudi po drugih krajih in tudi po podeželju. Situacijah, kakršne smo sedaj, bo podeželje je zelo, zelo pomemben del našega življenja. Samooskrba in tako naprej, tako da moramo zagotoviti tudi ustrezne pogoje za tako podeželje kot vasi in mesto. V te pogoje pa najbrž prištevate tako solidne ceste, vodooskrbo, komunalo in tudi najbrž internet. Tako je. V občini je presenetljivo še veliko belih in sivih lis. Tudi sam živim, pa sem praktično v mestu Idrija, na območju, kjer imamo, bom rekel, od interneta. Nekje se še s tem ne morejo pohvaliti. In družba kot je, ki, bom rekel, brez glavo hiti v digitalizacijo, bi vsekakor za seboj morala potegniti tudi to, da so, bom rekel, vsi občani in občanke, ki želijo imeti dostop do interneta, hitrejše povezave, da imajo to možnost tudi dobiti. Ima občina pri tem kakšno pomembno vlogo? Vsekakor. Zunaj so v bistvu razpisi, kolikor sem seznanjen, se v 2023 namerava graditi širokopasovno omrežje in tukaj je predvsem potrebno strani občine zagotoviti, da bodo vsa področja obravnavana enakopravno in enakomerno. V stranki opozarjate tudi na področje športa, to je za življenje vsake lokalne skupnosti zelo pomembno področje. Športna dvorana, Modra dvorana je v slabem stanju. Tako je. Športna dvorana, Modra dvorana je v relativno slabem stanju. Je v bistvu največji športni objekt, pokrit športni objekt v občini Idrija, ki se prvenstveno uporablja za športne namene. Vemo pa tudi, da velikokrat gosti razne kulturne prireditve, tako da je v bistvu večnamenski prostor. In kot tak, mislim, da bi si zaslužil, da se ga v doglednem času sanira, vsaj, bom rekel, tiste osnovne stvari, da ne bo več treba podlagati škafov za lovljenje vode in tako naprej. Tako da to bi bila ena pomembna točka, ki je bilo potrebno urediti. Kot občinski svetniki boste dvigovali roke za proračun in v njemu bodo zapisani tudi
zneski, ki jih občina namenja za delovanje športnih društev, opozarjate na to, da bojda to financiranje ni zadostno. Lahko bi bilo boljše, no, bomo rekli. Ne bomo govorili, da je slabo, lahko pa bi bilo boljše. Ne. Recimo, zelo radi se pohvalimo z našimi športniki, ne, ko dosegajo uspehe. Ne. Ampak recimo, da ti športniki, ne, iz otrok, da zrastejo, bom rekel, uspešne odrasle športnike, terja določena sredstva. Ne. In večinoma, ne, so ta sredstva ali pa breme tega stroška na plečih staršev. Ne. Se pravi, da so, bom rekel, starši tisti glavni financer, kateri financirajo te uspehe v mladi dobi, ne. Ko pa zrastejo odlične odrasle športnike, se pa vsi radi pohvalimo z njimi. Ne. In zato bi bilo mogoče smiselno ali pa potrebno urediti, da se, bom rekel, mogoče tudi prek te športne zveze, ki je bila na novo ustanovljena, ne, določena sredstva, ki bi mogoče financirala perspektivne športnike v občini Idrija. Ne. Kot mladih športnikov imamo ogromno, ne. Od karateistov, kolesarjev, smučarjev, košarkašev in nogometašev in tako naprej. Ne. Mladi bi morali tudi pokazati več zanimanja in volje za vključevanje v skupne družbene projekte, v javno življenje, politično življenje. Predlagate spodbude za delo z mladimi. Tako je. Občina Idrija je nekako mogoče malo mrtva, kar se tiče dejavnosti mladih. Ne rečemo, da se nič ne dogaja, verjetno pa bi si tudi mladi sami želeli, da bi se kaj več, bom rekel, dogajalo na njihovem področju. Ne. Velikokrat radi rečemo, da zdaj so mladi leni, ne, pa da so radi sam doma za računalniki. Ne. Zdaj, če jih ne bomo vzpodbudili, ne, pa nam omogočili nekega okolja, da bodo lahko ustvarjali neke svoje zgodbe, potem bodo doma za računalniki. Ne. Če jim bomo pa omogočili, jih vzpodbudili, se pa verjetno bo tudi mladim kaj več začelo dogajati tukaj v Idriji. Vsako dogajanje pa je povezano seveda tudi z denarjem. Občinski proračun je omejen, veliko tega vsako leto namenijo za obvezne programe. Kje vidite možnosti, da bi občina pridobivala dodatna sredstva iz Evrope? Ja, kar sem preverjal podatke, občina Idrija ni niti najslabša med občinami, niti pa ne najboljša, kar se tiče, bom rekel, črpanja evropskih in kohezijskih sredstev. Ne. Verjetno bi se dalo tukaj, bom rekel, pridobiti še kakšen evro ali dva, tudi za te namene. Ne. Kako vaša stranka gleda na delovanje komunale? To je zelo pomembna javna gospodarska služba, skrbi za okolje, odvaža odpadke, ureja vodo in še marsikaj drugega. Vidite pri njenem delovanju še kakšno rezervo? Ja, tako je. Zagotovo so rezerve. Ne. Vsi vemo, da se je komunala kot javno podjetje, ne, sanirala v zadnjih letih. Načeloma naj bi bila sedaj sanirana. Zdaj bi pa bil v bistvu čas, ne, da se mogoče to njeno delovanje spravi na en malo bolj učinkovitejši nivo. Ne. Velikokrat, bomo rekel, vidimo, da se občani pritožujejo, ne, da smetnjaki niso spraznjeni, okrog cest ni pokošeno in tako naprej. Ne. Zdaj položnice so večje, ne, in občani za ta denar, ki ga plačajo, pričakujejo, da bodo tudi storitve ustrezno izvedene. Ne. In tukaj bi predvsem potrebovali, se pravi, bolj učinkovito komunalo, ne, in pa tudi pogledati, kje se da dobiti določene rezerve, da se, bom rekel, vse stroške ne prevali na pleča stanovalcev. Ne. Stroški komunale bi se najbrž znižali, če bi občani dosledneje ločevali odpadke. Ob zadnji sortirni analizi smo videli v teh zabojnikih je marsikaj. To je res. Zdaj, če se malo sprehodimo po občini, ne, vidimo, da so ti eko-otoki, ne, bom rekel, velikokrat zelo, bom rekel, v zelo slabem stanju, no, ali pa neugledni. Ne. Če je že sam prostor, kjer je ta eko-otok neurejen, ne, neugleden, potem tudi prebivalci najbrž nimajo tistega občutka, da morajo tudi sami prispevati k tej urejenosti. Ne. Kar posledično tudi pomeni, da
mečejo, bom rekel, ne sortirajo odpadkov, ne. Je pa verjetno potrebno več narediti tudi na izobraževanju, ne, in ozaveščanju ljudi, da je potrebno odpadke ločevati, ne. Poleg tega, ne, pa ko sem že omenil eko-otoke, veliko teh otokov, na primer, stoji tudi na nekih privatnih zemljiščih, ne. Nekje je bil pač prostor in se je tam postavilo te smetnjake, ne. In potrebno bi bilo urediti status teh otokov, ne, in jih tudi primerno urediti, ne, da bomo lahko rekli, da je eko-otok, ne samo zato, da tam mečemo smeti, ampak da je tudi, bom rekel, nek zgled naše, bom rekel, higiene, čistosti in tako naprej, ne. Naše ogledalo. Tako. Pomembno področje je tudi področje zdravstva. Kako razmišljate v vaši skupini o prihodnosti zdravstva na Idrijskem? Ja, vsi vemo, da je precej občanov in občank ostalo brez osebnega zdravnika, ne. Zdaj, določene stvari se na tem področju že delajo, bi pa zagotovo bilo potrebno zadeve pospešiti in resnično pogledati, kaj vse lahko storimo kot občina, da bi pritegnili nove zdravnike v Idrijo, ki jih nujno potrebujemo. To je, ne vem, od stanovanj, se pravi brezplačnih stanovanj, možnost zaposlitve partnerja in tako naprej. To je pač samo ene par idej, vsekakor pa se treba temu problemu resno posvetiti. Zdravstveni dom kot poslopje, mislim, da je sedaj v solidnem stanju. Ja, za samo zgradbo, bom rekel, je bilo poskrbljeno, zdaj je potrebno poskrbeti pa še za vsebino, ne. Na področju gasilstva predlagate več denarja za gasilska društva. Ste imeli v mislih za izvajanje programov ali za opremo? Oboje. Tukaj mislim, da vsaka občina mora poskrbeti v bistvu za gasilce, ki so povečinoma prostovoljci, ne, da imajo ustrezno opremo, ustrezno infrastrukturo, da imajo možnosti izobraževanja, usposabljanja in tako naprej. Vsej gasilce načeloma, dokler jih ne rabiš, ne veš, da so, ne, ko jih pa rabiš, ne, takrat pa vidiš v bistvu, koliko so pomembne za naše lokalno okolje. Oni pravzaprav tvorijo tudi hrbtenico civilne zaščite, na katero se potem dodajajo še ostale službe, ampak brez gasilcev ni civilne zaščite. Tako je, kjer je karkoli narobe, ne, pokličemo zraven gasilce, ne, in v redu je, da se jim pač prizna to njihovo delo, ne, in da se jih poizkuša v največji meri v bistvu tudi podpreti, ne, tako finančno kot, bom rekel, z drugimi ukrepi, ki so na voljo. Na področju občinskih cest opozarjate na slabo stanje ceste do Idrijske Bele. Kaj tam predlagate? Idrijska Bela je predvsem problem, bom rekel, v času turistične sezone, ne, se pravi poletje, ne. Zdaj, vsak, ki se je kdaj peljal z avtom sred poletja v Belo, ne, veste, da je v bistvu cesta malo da ne smrtno nevarna, ne. Otroci kolesarijo, ljudje rolajo, vozimo se z avti, ne, od odzunaj prihajajo zunanji obiskovalci, ki včasih tudi, bom rekel, mislijo, da je cesta enosmerna in tako naprej. Cesta je ozka, zelo malo je, bom rekel, mest, kjer se lahko izogneš, pa še ta so, bom rekel, v tistem času ponavadi potem zaparkirana z avtomobili. Potrebovali bi pač nek okviren program ureditve tega dostopa in tudi samega krajinskega parka v času turistične sezone. Krajinski park ima sicer sedaj upravljavski načrt, ima upravljavca, je torej na dobri poti, da se v nekaj letih zadeve sanirajo. Ja, mi upamo, da ja, ne. Vsekakor pa zdaj eno je načrt, ne, drugo je pa njegova izvedba, ne. Zdaj, če nekdo ne bo poskrbel, da se bo ta načrt uresničil, ne, je lahko to samo prazna črka na papirju. In tukaj bomo sigurno pač podprli vsak dober predlog, ki bo na to temo prišel na plano, ne. Na področje turizma se navezuje tudi ponudba bankomatov, ponudba možnost dvigovanja denarja na bankomatih, ki pa jo pogrešajo tudi domačini. Torej, Spodnja Idrija in Črni Vrh, Godovič, to so kraji brez bankomata. Tako je. Predvsem Spodnja Idrija in Črni Vrh, zdaj za Godovič nisem čist prepričan, še nedolgo nazaj je bil, mislim, da je še. V teh krajih recimo so tudi starejši ljudje, ne. Zdaj nimajo vsi doma računalnika, da bi plačevali položnice prek računalnika in tako naprej. Ljudje so še zmeraj navajeni, da imajo pri sebi določen del gotovine in to je zelo, bom rekel, omejujoče, ne, za te starejše, predvsem za starejše ljudi, ne, ki bi radi, ne, plačali položnico, vzdignili nekaj denarja, da ga imajo pri sebi in tako naprej, ne. Zato jaz mislim, da bi mogli najti eno rešitev, ne, da se te bankomati vrnejo nazaj.
Banke so ponudile možnost, vendar tako, da občina najame bankomat in da v bistvu banka še nekaj zasluži ob tem. Tako je, banka je pač ustanova, ki iz nič dela denar, ne. In tukaj je pač potrebno videti, kakšne vzvode imamo na razpolago, ne, da se banke prepriča, da se postavi pač bankomat, ki bi bil v dobro tako bankam, ki bi pač ljudje na njemu plačevali in dvigovali denar kot pač občanom, ki ga bi koristili. V programu omenjate tudi potrebo po boljšem sodelovanju s starostniki v programih varovanja starostnikov, v medgeneracijskem sodelovanju. Kje vidite tukaj še neizkoriščene možnosti? Tukaj bi predvsem poudaril, pač dobra stvar, ki je bila narejena v tem času, to je, bom rekel, ta sopotnik, ne. To je ena stvar, ki je zelo pripomogla starejšim, da so postali malo bolj mobilni in da se lahko na nekoga obrnejo, če nimajo ravno svojcev, da bi jih nekam zapeljali, ne. In okrog te rešitve bi se dalo marsikaj še dograditi, ne. Poleg tega, da jih nekdo odpelje na pregled k zdravniku, ne, bi lahko dogradili tudi ali pa ustanovili in naredili opcijo, da se dobijo neko pomoč na dom, ne. Tukaj bi mogoče lahko tudi uspodbudili mlade, ne, da pri tem pomagajo, ne. Zdaj, kakšne možnosti imamo za to, finančne, druge vzvode, da bi mlade k temu uspodbudili, bi bilo potreba na nivoju občine raziskati. Vsekakor pa mislim, da bi se, ker že zdaj se veliko mladih na primer odzove za pomoč na raznih področjih, kar se tiče starostnikov, ne. In tukaj bi bilo potrebno zadeve razširiti, ker veliko recimo je starostnikov, ki so sami doma, ne. Srečaš starejšo gospo, kako me nosi vrečko iz trgovine, ne. In tukaj so recimo področja, ki bi mogoče lahko jih okrepili, ne. V programu ste zapisali tudi misel, da bi bilo potrebno izboljšati bivalne pogoje na Marofu, v domu upokojencev. Tako je. Osebno pač poznam človeka, ki je tudi v naši stranki, ki je bil zaposlen v domu na Marofu, ne. In zdaj, če že imamo v Idriji na primer nov sodoben dom starih, ne, je mogoče ta na Marofu precej bleda slika, ne, tega v Idriji. In jaz mislim, da pač starostniki in osebe pač s posebnimi potrebami si ravno tako zaslužijo določeno udobje, kot pač ti v Idriji, ne. In tukaj bi pač mogli pogledati, kaj lahko naredimo, zbrati sredstva, da se pač vsaj neke osnovne zadeve obnovi in, bom rekel, polepša malo ta dom na Marofu. Na zadnjo točko ste umestili, kar pa sicer ni najmanj pomembno, misel, da bi bilo potrebno urediti pravni status krajevnih skupnosti. Najbrž ste mislili s tem, da bi se jim vrnil položaj, ki so ga imele krajevne skupnosti pred desetletjem. Tako je. V pogovoru, bom rekel, s krajani, smo videli, da si želijo več, bom rekel, tega samoupravljanja, no, če lahko tako se izrazim, predvsem na način, da bi imeli možnost odpreti nek račun, na katerem bi pač lahko tudi individualno, ne, zbirali sredstva, ki bi bila namenjena predvsem za, bom rekel, ne zdaj za večje investicije, te še zmeraj ostanejo na občin, ampak bom rekel za te manjše vzdrževanja, ne, kot je na primer košnja trave, ureditev raznih poti in tako naprej, ne. Tukaj na primer morajo zdaj v bistvu krajevne skupnosti vse poslati na občino, ne. Občina izbere, določi izvajalca in ta izvajalec je potem v bistvu cena taka, kot je, ne. Mogoče bi se, ali pa sigurno bi se lahko ti stroški znižali, ker krajani ali pa krajevna skupnost bi lahko v bistvu za to najela, bom rekel, še aktivne penzioniste, po domače povedano, ne, ki bi z veseljem kakšno stvar postorili, bom rekel, v svojemu kraju, v svoji krajevni skupnosti in s tem bi se zagotovo tudi krajevna skupnost malo bolj oživela, malo bolj angažirala za urejanje svoje okolice.
In prišlo bi tudi do nove povezave ljudi, ki tam živijo. Sigurno, vsak bi, se pravi, kdo bi pri tem sodeloval, predvsem člani krajevnih skupnosti, bi lahko imeli to moč, da stvari malce povežejo med sabo, ne, da imajo neko moč, da lahko nekaj spremenijo, nekaj, bom rekel, po svoje uredijo, ne, da, bom rekel, samo prosijo za pomoč občino, ne. Če bomo volivci namenili glas oziroma sedež v občinskem svetu, torej boste to predlagali? Vsekakor. Teh točk, ki smo jih napisali, se bomo probali v največji meri držati. Vemo, da občina ni, bom rekel, žakelj brez dna, kar se tiče denarja, ampak vsekakor bomo skrbeli, da bodo točke, ki jih imamo na programu, v večji meri zajete tudi v nadaljnjem obdobju pri investicijah. V občinskem svetu je 21 prostih mest ta trenutek. Kakšna so vaša pričakovanja, koliko mest boste zasedli? Ja, mi si ne delamo utovarne, mi smo mlada stranka, kot sem rekel, ne. Zadovoljni bi bili že z enim mestom, več, ko jih bomo imeli, ne, več možnosti bomo imeli, da bomo pač ta naš program uresničili. Pa iz sedežem ali dvemi bi bili nadvse zadovoljni. Simon Pirmozer, hvala lepa za obisk v našem studiu, hvala za ta zanimiv pogovor. In seveda želim vam, da bi uspeli pri teh vaših projektih. Hvala tudi vam. Vam, spoštovani gledalke in cenjeni gledalci, pa hvala za pozornost in seveda srečno.